Zakon o osebni asistenci od predloga do sprejema v Državnem zboru Republike Slovenije. Leto 2017 se bo zapisalo z zlatimi črkami v zgodovino skupnosti oseb z okvaro sluha, med katere štejemo gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim vsadkom. Sprejeti zakon o osebni asistenci bo sicer zaživel s 1. 1. 2019, vendar se je prvič v zgodovini Republike Slovenije sistemsko uredila osebna asistenca, ki bo nekaterim omogočila bodisi osebno asistenco ali komunikacijski dodatek. V Uradnem listu Republike Slovenije številka 10/2017 je bil 27. 2. 2017 objavljen Zakon o osebni asistenci. Tu omenjam predvsem 8. člen, komunikacijski dodatek. Ne glede na pogoj iz 5. alineje 2. odstavka 7. člena tega zakona se lahko gluhemu, slepemu ali gluhoslepemu uporabniku, ki potrebuje izmed storitev osebne asistence iz prejšnjega člena samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu, tudi če ne izpolnjuje pogoja najvišje starostne meje iz 3. alineje 2. odstavka 7. člena tega zakona, odobri osebna asistenca v obsegu 30 ur na mesec. Uporabnik lahko namesto osebne asistence izbere denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, ki je določena v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kako so potekali postopki sprejema tega zakona v razdobju približno 10 let? Prva faza. Od ideje do predloga še pred letom 2010. O potrebi po osebni asistenci se je govorilo že več let. Invalidske organizacije so z resornim ministrstvom več let usklajevale dogovor, kako rešiti osebno asistenco za posamezne invalide. V prvi fazi je bilo največ govora o gibalno oviranih invalidih ter njihovih potrebah. Tako so marca leta 2009 imenovali prvo delovno skupino na Ministrstvu za delo, ki je imela nalogo pripraviti besedilo predloga zakona o osebni asistenci. Takoj, ko smo se na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije seznanili s to delovno skupino in z dejstvom, da vanjo niso vključeni predstavniki zveze, smo vso energijo in čas usmerili v utemeljevanje, da imajo tudi osebe z okvaro sluha potrebe po osebni asistenci. Po daljšem premisleku in številnih usklajevanjih so k sodelovanju pri tej delovni skupini povabili oba predstavnika zveze, in sicer Aleksandro Rijavec Škerl in Matjaža Juharta. Največ zaslug za to gre tedanjemu direktorju Direktorata za invalide in prvemu vodji te delovne skupine, magistru Cvetu Uršiču. Druga faza. Predlog zakona o osebni asistenci invalidov, leto 2010. Ministrstvo je v sodelovanju s številnimi predstavniki različnih invalidskih organizacij uskladilo predlog zakona ter ga pripravilo za nadaljnjo zakonodajno obravnavo. Treba je poudariti, da je ta predlog zakona potrebe gluhih, naglušnih in gluhoslepih vključeval zelo podobno temu zakonu, ki je sprejet zdaj.
Že leta 2010 smo postavili sistemske rešitve in v zakon umestili potrebe naših uporabnikov. Ministrstvo je predlog zakona podprlo, vendar zaradi tedanje vsesplošne gospodarske krize, različnih političnih interesov in sistemskih sprememb v zvezi z zakonom o dolgotrajni oskrbi ni pristopilo k njegovemu sprejemu. Zveza je na vseh organih izražala zaskrbljenost in razočaranje, ker zakon ni bil sprejet. Takrat so se začeli tudi prvi večji pritiski nekaterih invalidskih organizacij in posameznikov, ki so izražali nestrinjanja s predlogom zakona. Tretja faza. Številni predlogi zakona brez gluhih, naglušnih in gluhoslepih. Začela se je ena najtežjih faz nastajanja zakona o osebni asistenci. Ministrstvo zaradi zelo različnih okoliščin ni nadaljevalo sprejema tega zakona. Med invalidskimi organizacijami smo mnogi na različnih srečanjih, dogodkih, sestankih, posvetih in skupnih praznovanjih opozarjali na potrebe gluhih, naglušnih in gluhoslepih, ter to navezovali na sprejem zakona o osebni asistenci. Obžalujemo, da je sledilo daljše obdobje, ki je trajalo približno 6 let, v katerem so različne organizacije vlagale različne predloge zakona o osebni asistenci. Leta 2012 je bil po Institutu ljudske iniciative v zakonodajni postopek vložen predlog zakona, ki ga je predlagalo več kot 7000 volivcev, pripravilo pa ga je YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa. Predlog na seji matičnega odbora v Državnem zboru Republike Slovenije ni dobil podpore. Decembra 2012 je ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, posredovalo v javno razpravo nov predlog zakona. Tudi v tem primeru pozneje ni bil začet zakonodajni postopek. Leta 2015 je MDI, mreža za deinstitucionalizacijo, v kateri so bili predstavniki različnih invalidskih organizacij, predstavila nov predlog zakona o osebni asistenci, a ta prav tako ni dobil podpore političnih strank. V nobenem od teh predlogov niso bile vključene potrebe gluhih, naglušnih in gluhoslepih. Zveza je vložila ogromno truda, da je pojasnjevala in utemeljevala, da zveza podpira sprejem zakona o osebni asistenci, vendar je vanj nujno vključiti tudi potrebe naših uporabnikov. Četrta faza. Iz vrženih kamnov smo zgradili zgodbo o uspehu. Ko smo v vseh teh letih utemeljevali, se branili, podali ustrezne obrazložitve in vse, kar je bilo potrebno, si nismo mislili, da smo vzporedno s tem gradili zgodbo o uspehu. Strokovne in politične odločevalce smo prepričali o pomembnosti osebne asistence za naše uporabnike. Verjetno te možnosti ne bi imeli, če nekateri posamezniki ali organizacije ne bi namerno oziroma sistematično ignorirali potreb gluhih, naglušnih in gluhoslepih. Te njihove kritike in ignoriranja so nam dale priložnosti, da smo lahko vstopili v pisarne politikov in stroke
in tam z dobrimi argumenti utemeljevali svoje potrebe. Peta faza. Sprejem zakona o osebni asistenci. Decembra 2016 je poslanska skupina Nova Slovenija vložila predlog zakona o osebni asistenci v Državni zbor Republike Slovenije. Zveza je podprla predlog zakona ter z obiski poslanskih skupin, različnimi spremljajočimi dejavnostmi in številnimi sestanki utemeljevala potrebo po nekaterih dopolnitvah. Ključen je bil tudi sprejem predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Milana Brgleza, na zvezi ob 15. obletnici sprejetja zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika, na katerem smo odločno in jasno izrazili podporo temu predlogu zakona, predvsem pa podali konkretna pričakovanja pri dopolnitvah. Prvo branje v Državnem zboru, obravnava zakona na odboru za delo Državnega zbora, druga in tretja obravnava v Državnem zboru so prinesli tudi sprejetje amandmajev, ki so jih spisale nekatere poslanske skupine, ter sprejele in potrdile vse poslanske skupine. Zakon je bil sprejet soglasno tako na odboru, kot tudi na plenarnih sejah Državnega zbora, kar kaže na izredno visoko stopnjo konsenza in podpore. Šlo je za enega redkih zakonov, ki so bili v Državnem zboru Republike Slovenije soglasno sprejeti. Zakon je bil 27. 2. 2017 objavljen tudi v Uradnem listu Republike Slovenije. Šesta faza. Od sprejema do uveljavitve. Zveza je marca v znak potrditve zakona organizirala sprejem, da se zahvali vsem ključnim akterjem, ki so aktivno sodelovali bodisi s pisanjem predlogov, bodisi z obiski poslanskih skupin. Poleg predstavnikov društev smo povabili tudi predsednika odbora za delo Državnega zbora, Uroša Prikla, prvo podpisnico pod predlogom zakona, poslanko Državnega zbora, Ivo Dimic, ter druge poslance Državnega zbora, ki so tako ali drugače aktivno sodelovali pri sprejetju zakona. Mnogi so se opravičili, prišla pa je poslanka Marija Bačič, zadnji trenutek pa se je opravičil poslanec Državnega zbora Jani Möderndorfer. Poleg poslancev so bili navzoči predstavniki Direktorata za invalide na MDD-SZEM, in sicer Dragica Bac ter magister Cveto Uršič, ter člani in še nekateri drugi aktivni sodelavci delovne skupine na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije za osebno asistenco, in sicer Branko Gornjec, Boris Horvat, Metka Knez, Branko Perovič, Tone Petrič, Aleksandra Rijavec-Škerl ter Matjaž Juhart. Ob prijetnem sprejemu smo skupaj prehodili pot od ideje
do sprejema. V tej fazi se mora na resornem ministrstvu izoblikovati delovna skupina, ki bo pripravila vse potrebne akte in postopke, da se bo zakon tudi uveljavil. Ministrstvo nas je povabilo k sodelovanju in vabilo smo tudi sprejeli. Zdaj moramo še ozaveščati vse naše uporabnike in potencialne prejemnike osebne asistence oziroma komunikacijskega dodatka, vendar bo vse to lažje steklo takrat, ko bodo bolj znani zametki pravilnika. Vse pristojne smo tudi že seznanili z dejstvom, da je zakon sicer najbolj približan predlogu optimalnega, a še zdaleč ni idealen. Še vedno ne pokriva nekaterih sivih lis in na to smo tudi že opozorili. Največji poudarek bo seveda, da imajo naši uporabniki možnost tako osebne asistence kot dodatka. Še posebej pa smo opredelili potrebe gluhoslepih do osebne asistence. Sedma faza: od uveljavitve naprej. Po uveljavitvi zakona bomo aktivno pristopili k dopolnitvam zakona, in sicer v smislu razširitve pravic gluhih, naglušnih in gluhoslepih. Usmeritve smo že podali na dosedanjih srečanjih, konkretnejše spremembe pa bomo podali v ustrezni obliki. Treba je tudi poudariti, da se pravice iz zakona o osebni asistenci ne izključujejo iz pravic zakona o izenačevanju možnosti invalidov in zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Zagotovo pa so vsi ti trije sprejeti zakoni velik mejnik v organiziranem delovanju naših organizacij. Da se je omenjeni zakon sprejel, je skupno delo vseh nas, ki smo na tem področju aktivno delovali in sodelovali, kljub nekaterim izrazitim nasprotovanjem, pozitivni učinki tega zakona pa se bodo pokazali šele čez čas. Vsekakor pa naši uporabniki že nestrpno pričakujejo začetek leta 2019. Razumem, zakaj.